Dan še v mojem imenu. Prihajam z gimnazije Nova Gorica, tudi mi smo šola ambasadorka že 3. šolsko leto. In tukaj nas vidite na Trgu Evrope, kjer smo razvili živo zastavo ob obeležitvi Dneva Evrope skupaj z dijaki tudi sosednjih italijanskih šol in zamejskih Slovencev. Vsi skupaj smo praznovali Dan Evrope točno na tistem kraju, kjer je dejansko Slovenija vstopila v Evropo. No, jaz vam bom sicer predstavila letošnji projekt, ampak vendarle bi vas povabila, da si pogledate našo spletno stran, torej greste na spletno stran šole. Jaz sem malo nevešča, če nimam miške. No, tukaj imamo ikono šola ambasadorka in kliknete in se pokaže naša spletna stran, kjer boste praktično dobili vse, kar mi počnemo in celotno to spletno stran, kot tudi Facebook stran, izdelujejo oziroma dopolnjujejo naši ambasadorji. Se pravi, povezava na prejšnji 2 leti, kot tudi na šolo, na vse podatke, ki jih potrebujejo o Evropi in podobno. No, če greste na dogodke, se vam odpre, recimo, če kliknem, samo za letošnje leto, kot časopis, dogajanje, kaj smo že vse počeli. Kot vidite, na prvem mestu zgor ekskurzijo v Bruselj, ker smo se to nedeljo pravkar vrnili. Sodelovali smo tudi pri ogledih nagrajenih evropskih filmih, pa naši ambasadori, zmagovalci na Eurošoli in tako naprej. No, tisto, o čemer bi pa rada danes več povedala, pa je seveda zadnji projekt, ki smo ga izvajali, in to je simulacija Evropskega parlamenta, ki smo ga pripravili za osnovnošolce. Namreč želeli smo na nek način predstaviti vse to, kar ambasadori delajo, tistim, ki morebiti bodo prišli k nam naslednje leto ali pa leto kasneje, tako da jim približamo tudi to temo. No, in ko smo debatirali o tem, kaj pa bi, pravzaprav, o čem bi debatirali, je bilo več različnih idej in na koncu so se odločili, da bodo izbrali debato o plastiki, ker nas obdaja, ker nas ogroža, ker iščemo nekako poti, kako bi zmanjšali porabo plastike. No, prva stvar, ki so jo morali dijaki ambasadorji narediti, je bila priprava scenarija. Tako se je ena skupina odločila, povedati vam moram, da imam kar 37 kandidatov ambasadorjev letos. To je kar veliko iz vseh smeri, tako splošne, športne, likovne in gledališke gimnazije. No, ena skupina se je odločila, da bo pripravila scenarij, druga vabilo, tretja seveda samo vodenje, simulacije in aktivnosti, spravi vodje skupin, kdo bo fotografiral, kdo bo snemal, kdo bo obdelal fotografije in na koncu seveda smo zdaj tudi naredili video o tem. No, sam scenarij je bil zelo, zelo natančen, torej najprej v uvodu so predstavili, kako so si zamislili. Nekako smo računali, da bo 20 do 25 osnovnošolcev, če bi jih bilo več, smo imeli nekako rezervno varianto, da bi se v 2 prostorih enako dogajalo. Na koncu je bilo teh osnovnošolcev 15, tako da smo bili vsi skupaj. Natančno smo opredelili, kako bo potekalo, torej spoznavne igre, spoznavanje ekipe, potem kako bo sam začelo delo, spravi, da si bomo ogledali video, praktično o onesnaževanju strani plastike, potem bodo debatirali o tem, kje je plastika res potrebna, koliko jo sploh pravzaprav uporabimo, kako bi jo zmanjšali, kakšne alternative,
No in potem je sledila seveda priprava predstavitve njihovega problema in vsaka skupina je seveda morala tudi zagovarjati svoje stališče glede na to, kaj so se odločili. Tako da smo potem tudi glasovali o najboljši rešitvi, potrdili predlog in na koncu seveda dali darilo. Darilo je bila čokolada, ki pa ni bila zavita v plastičen papir, ampak v papir. Ne vem, če veste, naša Gorenjka se je že začela ekološko obnašati in določene čokolade so že zapakirane v papir. Prav tako so izdelali nekako kartice, ki so jih osnovnošolci izžrebali ali bodo debatirali o problemu plastike, ki vpliva na podnebje, sploh odpadke, kam z njimi, kako se jih reciklira, kakšen je vpliv plastike na živali oziroma plastika in sodobno življenje, ali znamo živeti brez. In tudi to so oni sami, kot vidite, oblikovali. No, mogoče je tudi zanimiva, samo da odprem, samo vabilo je tudi, kam sem ga pa spravila, tale spodaj. Samo vabilo je popolnoma sad njihovega dela, kot vidite, je bilo treba tudi narediti privolitev za objavo, namreč to se je snemalo, se fotografiralo, zdaj smo objavili in vsi, ki so prišli na to simulacijo, so prinesli tudi podpisano izjavo, da se to lahko naredi. In za zaključek bi vam zdaj pokazala video, ki je rezultat dejansko te naše aktivnosti.
Vsaka skupina ima svojo temo. Ker je to res plastika zelo široko območje, področje, je v bistvu zelo težko vse zajetno, vsem tudi nekako dobiti rešitve, tako da bo vsaka skupina znotraj svoje teme poiskala rešitve, odgovor glede na znotraj vaše skupine in vaše teme, ali je plastika res nujna, ali je lahko enostavno maknemo z našega življenja. Upam, da ni bilo predolgo. Želela bi samo poudariti, da vse, kar ste videli, je povsem njihovo delo. Torej, mentori smo bili zraven samo za pomoč, ali je ta ideja dobra ali ne, ali kaj popraviti. Tudi sama priprava videa je povsem njihovo delo, samo nekako so jim nakazali, s katerimi programi. 4 različni programi so bili uporabljeni za izdelavo tega videa. Tako da so se res izkazali in so na nje več kot očitno ponosna. Tako da, če imate še kako vprašanje, glede drugače pa vas vabim, da si pogledate našo spletno stran, ker boste videli, da smo zelo aktivni. Hvala lepa.